kaj se skriva pod pojmom pametne vasi in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo na podeželju, kmetijah in manjših mestih v prihajajočih desetletjih. V Krškem so ugotavljali, kaj pametnega že danes počnemo na podeželju in kakšne možnosti lahko pričakujemo v bodoče. Glavna ideja tako imenovanega koncepta pametnih vasi je, da je treba bolje izkoristiti prednosti in dobrine, ki jih prinaša podeželje. Z uporabo digitalnih in telekomunikacijskih tehnologij, inovacijami in bolj smotrno uporabo obstoječega znanja pa je možno ustvariti tudi nove priložnosti, je dejal evropski poslanec Franc Bogovič, ki je bil skupaj s krškim županom sogostitelj omizja. S tem projektom želimo najti priložnosti in poiskati in dati na eno mesto skupaj evropske dobre prakse in potem vsako okolje poišče tisto, kar je za njih najbolje. Pri tem je tudi zelo potrebno paziti na to, da se v zakonodajnih procesih marsikdaj najdejo ovire in v sklopu teh procesov želimo in tega projekta tudi na nek način upozoriti na to in te regulatorne ovire tudi odstraniti. Na posvetu v Krškem so govorci z različnih področji predstavili svoje aktivnosti in konkretne primere, ki Posavje že uvrščajo v pametno podeželje oziroma v evropski koncept pametnih vasi. Martin Mavsar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto je predstavil projekt Dnevi tehnike. V okviru tega projekta se trudimo, da na nek način izobražujemo naše uporabnike storitev na terenu v smeri zmanjševanja uporabe fitofarmacevtskih sredstev oziroma uporabe fitofarmacevtskih sredstev na način, ki ne škoduje okolju. Upoštevamo potem tudi naslednje prakse pri gnojenju, se pravi zopet, da uporabniki spremljajo omejitve gnojenja v času, kadar to ni potrebno oziroma kadar rastline ne potrebujejo gnojil. Svoje uporabnike usmerjajo tudi pri namakanju. Se pravi, da z namakanjem ne povzročajo več škode kot koristi, se pravi, da se namaka takrat, ko rastline to potrebujejo in da potem kasneje lahko v takšna tla vnesejo tudi dovolj organske snovi, ki ohranjajo rodovitnost tal. Direktor podjetja Ino Brežice Aleksander Cvetanovski pa je skozi predstavitev svojega podjetja in dejavnosti, kjer so tudi prvi proizvajalec pametnih strojev mulčarjev oziroma vibracijskih podrahljalnikov, izpostavil vidik preciznega kmetijstva. Če govorimo o pametnih vaseh 21. stoletja, je treba pogledati širši spektar. Vsaka stvar, vsaka rešitev, ki bi bila predstavljena na tem segmentu trga, mora imeti svojo pravo uporabnost po večjih principih. Se pravi, da je človeku prijazna, zelo enostavna za uporabo, hkrati pa tudi ekonomsko dosegljiva. Rešitve, ki jih bojo podjetja ponujala, morajo biti v skladu z vsemi varnostnimi standardi, vsemi zahtevami po varstvu osebnih podatkov in vsemi ostalimi zahtevami, ki jih vsak segment tehnične rešitve pač zahteva posebej. Posavje, kjer danes upravljamo to okroglo mizo, posvečamo področju kmetijstva. Tu so, če gledamo v Evrosadu, podjetje, kjer ima zelo sodobne sortirnice, robote v teh procesih, po drugi strani modern poslovni prijem. Tudi to je tisto, kar je pametno, če se znajo ljudje povezati skupaj. Tudi različne digitalne platforme to omogočajo. V Posavju imamo podjetje, ki proizvaja najsodobnejše stroje Ino Brežice, kjer so te tehnologije vse že vključene. Drugo področje je področje energetike. In tu prihaja na nek način do prave revolucije, te tako imenovane decentralizirane energetike, kjer se bodo počasi tisti, ki so lastniki sončnih panelov, električnih avtomobilov, tudi vključili aktivno v trg z električno energijo. Tako da poskušamo pravočasno predstaviti to, kar ocenjujemo, da je danes že sedanjost ponekod, predvsem bo pa naša prihodnost in da nismo zgolj sledilci teh sprememb, ampak da te spremembe tudi kreiramo. Digitalizacija je tista, ki danes najbolj spreminja svet. V podeželskih okoljih je najprej pomembna ustrezna infrastruktura, saj v nasprotnem digitalizacija ni mogoča, poudarja Franc Bogovič. Od tu naprej pa je pomembno, da najdemo priložnosti tako v osnovni kmetijski dejavnosti, v dopolnilni dejavnosti na kmetijah in pa na drugih delovnih mestih na podeželju, bodisi je to na področju mobilnosti, na področju tudi sociale, zdravstva, turizma, energetike.